Lep pozdrav prvič v letu 2011 iz Strasburga. O prihodu v novo leto se je na ravni Evropske unije zgodilo kar nekaj sprememb. Estonija je uvedla evro, Belgijo pa je na čelu Evropske unije zamenjala Madžarska. Prednostne naloge njenega polletnega predsedovanja so rast in zaposlovanje, za ohranitev evropskega socialnega modela, močnejša Evropa, energetska varnost, državljanom prijazna unija ter širitev in sosedska politika. Predsednik madžarske vlade Viktor Orban je dobro predstavil program, kljub temu pa je začetek njegovega predsedovanja zaznamoval sprejetje medijskega zakona. Levica v parlamentu je celo predlagala, da bi ga umaknili. Orban je sicer obljubil, da bo popravil vse v zakonu, če se izkaže, da je kaj v nasprotju z evropsko zakonodajo. Evropska ljudska stranka je izrazila solidarnost madžarski vladi in polno podporo pri njenem delu. Poleg tega smo poslanci razpravljali z Evropsko komisijo o trenutno zelo aktualni temi, dioksinu v živalski krmi in o tem, kaj je treba izboljšati in spremeniti na ravni Evropske unije, da se kaj takega ne ponovi. In kot nalašč smo na tokratnem zasedanju obravnavali poročilo o kmetijstvu kot strateškem sektorju. Poročilo izpostavlja, da je za varnost in cenovno dostopnost hrane v Evropski uniji pomembno imeti močan kmetijski sektor in dobro organizirano kmetijsko politiko. Vesel sem, da smo v tem tednu naredili pomemben korak naprej na področju pravic bolnikov, zdravljenih v tujini. Opredelili smo namreč pogoje, pod katerimi bodo stroški zdravljenja v tujini financirani iz sredstev zdravstvenega zavarovanja. Da bi bili stroški v tujini povrnjeni, bo v večini primerov morala zdravljenje predhodno odobriti zdravstvena zavarovalnica. Morebitna zavrnitev pa bo morala biti ustrezno pojasnjena. Poleg koristi za bolnike pa ta direktiva prinaša koristi tudi za slovenski zdravstveni sistem, saj bodo lahko zdravstvene ustanove ponudile svoje storitve pacientom iz drugih evropskih držav. Končni cilj je, da bi tovrstno sodelovanje med zdravstvenimi sistemi in prenos dobrih praks prispeval k boljšemu obvladovanju različnih bolezni, med drugim tudi Alzheimerjeve bolezni. Poročilo, ki smo ga poslanci obravnavali v tem tednu, namreč izpostavlja, da vedno več ljudi v Evropi, še posebej žensk, oboleva zanjo ali za drugimi oblikami demence. Dobra 2 tedna nazaj so številni otroci z veseljem odpirali darila in se veselili praznikov v krogu svojih domačih. Žal pa vsi otroci nimajo te sreče in veliko število otrok v Evropi je denimo praznične dni preživelo v domovih ali sirotišnicah. In to bi lahko spremenili, če bi v Uniji bolj spodbujali možnost, da pari iz ene članice posvojijo otroka iz druge članice Evropske unije. Seveda pa je treba pri teh mednarodnih posvojitvah znotraj Evropske unije ustrezno paziti in varovati na eni strani pravice staršev in hkrati tudi pravice otrok. Med ostalimi temami izpostavljam stabilizacijsko pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Srbijo, ki smo ga poslanci podprli v tem tednu. Sporazum je bil sicer podpisan že leta 2008, vendar pa postane veljaven šele, ko ga ratificirajo vse države članice in ga odobri tudi Evropski parlament. S tem sporazumom se bo razširilo trgovanje med Evropsko unijo in Srbijo, hkrati pa predvideva tudi vstop Srbije v Evropsko unijo, seveda le ob pogoju, da bo Srbija sodelovala z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo. Žal smo se na tem zasedanju ukvarjali s tudi precej številnimi lepimi temami, pa tudi manj lepimi temami. Eno leto je, verjetno se spomnite, odkar je Haiti prizadel strašen potres, no to pa so se preživeli morali soočiti še z orkanom in epidemijo kolere. Kljub obsežni pomoči tudi iz Evropske unije pa so razmere še zmeraj zelo slabe in kritične. V Belorusiji pa, kot veste, so bile nedavno volitve prava farsa. Številni opozicijski voditelji in protestniki so aretirani, zato smo v parlamentu glasovali o sankcijah proti tej državi, kot je denimo prepoved izdaje vizumov ali zamrznitev njihovega premoženja. Razpravljali smo tudi o Tuniziji in nedavnih nemirih. Sam sem kot poročevalec v senci imel precej dela z mnenjem parlamenta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju. V odboru za izobraževanje se poslanci iz Evropske ljudske stranke zavzemamo, da se tako imenovani kopenhagenski proces, ki pomeni modernizacijo srednjega poklicnega šolstva v državah članicah, v tem desetletju pospešeno okrepi. V naslednjem tednu pa nas čaka pomembna razprava o poročilu Mladi in mobilnost, katerega poročevalec sem.
Do marca bom pripravil poročilo, ki ga bomo sprejemali na odboru, v maju pa predvidoma na plenarnem zasedanju. Kot verjetno veste, gre za eno od vodilnih sporočil strategije Evropa 2020. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vas lepo pozdravljam.